Se vidi predstavitev, a ne? Ja, v redu je, v redu. Ni na področju zdravja, pardon, to imam že kar napisano Ja, prej. ta je že druga. Ta je druga, ampak Zamenjati. ne, saj samo ta prvi slajd je napačen, drugo ni. V glavnem, ja, tale dogodek pripravljamo v okviru DigiC projekta, kjer z našimi partnerji pomagamo pri izboljšanju digitalnih kompetenc v Sloveniji, pri slovenskih malih in srednje velikih podjetjih pa startupih. V okviru projekta imamo nabor 300 slovenskih raziskovalcev, tako z Univerze v Mariboru kot z Inštituta Jožefa Štefana, pa strokovnjakov za digitalno preobrazbo, ki vam pač lahko pomagajo pri implementaciji, nadgradnji vaših že obstoječih storitev ali pa delovnih procesov. V naboru imamo več kot 70 storitev, kjer vam lahko pomagamo. Naša strateška področja so proizvodnja, kmetijstvo, zdravstvo pa turizem. Pokrivamo pravzaprav vse napredne tehnologije od AI-ja, hypercomputinga, kibernetske varnosti, naprednih znanj, IoT, AR, VR, robotike in tako naprej. Cilj je, da v 3 letih povišamo zrelost naših uporabnikov za 10 do 20% na področju digitalizacije. To je čisto na kratko predstavljeno partnerstvo. Boste že bili na kakšnem od naših dogodkov, delamo na področju, torej omogočamo testiranje pred investiranjem, to so razna testna okolja, blockchain, AI, uporaba in tako naprej. Pol pomagamo pri iskanju financiranja, tukaj v ta okvir pa še tudi današnja klinika za financiranje, pa potem imamo redna izobraževanja, spet o AI-ju, tudi o etiki na področju umetne inteligence, kibernetske varnosti in tako naprej, pa skozi naše meetupe, konference, hekatone pa širimo inovacijski ekosistem. Torej zelo na kratko, zato grem samo čez, ker moram iti, da gremo pa k bistvu. Torej v kliniki bomo predstavili EU finančne podpore za inovativna MSP podjetja in startupe. Če bo kaj ful nejasnega vmes, me kar ustavite, saj ko pridemo do konca predstavitve, imam po navadi zmeraj vprašanja, pa gremo tudi na posamezen razpis malo bolj podrobno. Zdaj bom pa samo tako na hitro, da grem skozi širšo sliko. Ne vem, koliko se vam kaj poznano, evropski projekti in razpisi. V glavnem najbolj poznan je Horizon Europe, znotraj katerega so nastali ti razpisi, ki jih pa bomo danes naslavljali. Tukaj imamo 3 različne stebre, za vas so najbolj, za mala in srednja podjetja oziroma startupe so najbolj smiselna ta drugi steber, kjer se navezujejo na globalne izzive znotraj fokusnih področij, kot je zdravje, kultura, digitalno področje, industrija, mobilnost, hrana in tako naprej. Pa inovativna Evropa, pa tretji steber, kjer imamo evropske inovacijske ekosisteme, pa Evropski svet za inovacije, tukaj pa spadata ta največji, mogoče najbolj znani EIC akcelerator, ki pa omogoča financiranje najbolj inovativnih rešitev in projektov v Evropi. Zdaj, kaj pa mi naslavljamo, so pa kaskadni projekti. Zdaj ne vem, koliko vas je kaj že koliko so vam že kaj poznani, zato ker se nam vsakič vedno nova podjetja pridružijo, radi predstavimo, kaj je to sploh za en sistem. In sicer kaskadno financiranje oziroma večkrat je tudi naslovljeno kot Financial Support to Third Parties, FSTP, so projekti, ki jih v osnovi prijavljamo organizacije, kot smo naša, torej tehnološki parki, univerze, neke razne industrijske mreže, mogoče raziskovalni inštituti in tako naprej, torej imamo večje inštitucije,
ki pa skupaj skozi čezmejno sodelovanje prijavijo nek projekt v vrednosti 5, 6, 7, 10 milijonov evrov. In znotraj teh financ morajo 75% nameniti podpori manjšim projektom. Torej, Evropa je imela pred leti na voljo samo financiranje nekih ful večjih objestnih projektov, ki pa ki so bila pa pravzaprav pol res koriščena samo od nekih večjih organizacij. Mala podjetja si pa do tega niso mogla glih privoščiti, ker projekti niso bili zasnovani njim zanje, da bi trajali so čisto predolgo, poročanja so bila preobsežna, vse, kar vam je šlo na živce pri evropskih projektih, no, to. So pa zdaj v prejšnji programski shemi Horizon 2020, pa zdaj v Horizon Europe, pa Evropa podpira tovrstne, kaskadne oziroma FSTP projekte, kjer pa je cilj sam, da se oni odrešijo nekega preverjanja pa poročanja, to pol mi kot nek širši konzorcij prevzamemo in imamo in iz tega nastanejo pol manjši razpisi, na katere pa se pol prijavljajo seveda manjša podjetja. Tukaj gre, včasih gre za včasih so torej lahko gre za en razpis, lahko gre za serijo treh, lahko se nadaljujejo, lahko so čisto nepovezani, to je čisto odvisno, kakšen projekt si je ta osnovni konzorcij zamislil. Na primer, najrajši predstavim kar na enem, ko smo ga mi imeli v preteklih 3 letih, je šlo za projekt Urban Tech. Projekt je imel prvi razpis je bil v okviru hekatona, kjer smo izbrali od 400 prijavljenih evropskih podjetij najboljših 80, ki so prejela po financiranju po 10.000 evrov. Od teh 80 so šli v naslednjo fazo, so mogli teh 80 je pilotiralo svoje rešitve na področju zelenih tehnologij, pametnih mest pa zdravja. In pol najboljših, izmed teh 80 najboljših 50 je dobilo nadaljnje financiranje v vrednosti 30.000 evrov in tako naprej. Pač smo imeli v večjih fazah, na koncu podjetje lahko dobilo do 54.000 evrov, se mi zdi, pa razna nastope v tujini, na skupne nastope na sejmih, prezentacije pred investitorji in tako naprej. Tako da to je en izmed takih projektov, ki je bil, ko smo ga tudi mi imeli v hiši, prijavljamo tudi nove. Redno pa dobivamo informacije pač aktualnih kaskadnih razpisov, ker jih pač naši partnerji iz tujine pošljejo nam, a imate kakšno podjetje, ki bi se za to prijavilo, drugo, tretje. In zdajle se je ful nabralo enih razpisov na področju IoT pa cloud computinga, ki jih bomo pač tudi na kratko predstavili. Zdaj še enkrat na hitro, torej gre za projekte, ki so večinoma enostavnejši za poročanje. Ne bom obljubljala vedno, ker se včasih zgodi, da partnerstvo zakomplicira in je kar še zmeraj zahtevno, poročanje pa vse zbiranje vseh računov in kdo je delal katero uro in tako naprej. Ampak v večji meri se gre pa za poenostavljene projekte. Podjetje morajo dejansko samo že vnaprej ve, koliko lahko največ dobi in finance so upravičene z prikazom rezultatov. Ne rabite izpisov, plačilnih list, ne rabite časovnice po urah, mesecih in tako naprej. Gre za lump sum, torej način financiranja. Vrednosti so lahko 3, 5.000, 10.000 do 250.000 evrov ponavadi. Višina je pač odvisna od, kaj je njihov namen, a gre za nek razvojni projekt, pilote, eksperimente ali za svetovanja. Kaj je prednost, slaba stran pa hkrati tudi prednost teh razpisov je, da je slabša vidljivost. Ne obstaja eno mesto, kjer bi vse te razpise dobil. To me največkrat vprašate, jaz jih največkrat googlam. Bom tudi na koncu pokazala, kako jih še lahko naprej se tudi sami lotite iskanja podobnih razpisov.
Imam pa tule en primer vavčerjev za zeleni prehod, kjer lahko dobite do 3600 evrov vrednega svetovanja v okviru projekta Silicon Eurocluster. Silicon Eurocluster podjetja dobijo svetovanje in 24 možnih vavčerjev je bilo, tega mislim, da jih že zdaj imamo 7 v Sloveniji, zaradi tega, ker se noben drug ni prijavljal. Naša podjetja so pa to želela in so izkoristila, a ne, in so zelo uspešna bila pri samem financiranju, pri pridobivanju sredstev. Vem pa, da imajo še 5-6 vavčerjev še vedno na voljo, ker pač ne dobijo podjetij, ki bi se za to prijavili. Tako da če se kdo od vas želi pač posvetovati glede zelenega prehoda vašega podjetja, boste pol kasneje po zaključku klinike pošljem prezentacijo tudi na mail, tako da boste imeli vse te linke, ki jih bom sproti delila, da boste lahko pogledali, ja. Pardon. Torej, kakor sem že prej omenila, je zdajle veliko enih projektov odprtih ali pa se še najavljajo na področju Internet of Things pa edge computinga. To vse, tukaj bom predstavljena, imam 5 projektov, ki so v okviru EU Cloud Edge IoT iniciative nastale. En je že zaprt, Fluidos je bil imel samo en odprt razpis, medtem ko Nemo ima trenutno že drugi open call odprt, IKOS se odpre zdajle 10. julija in bo čez poletje odprt, Aeros se odpre jeseni, Nebulus je bil pa prvi razpis tudi zdajle spomladi, naslednji pa se odpre jeseni. Tako da, če vas bo zanimalo to področje, na kratko jih bomo pogledali. Nemo pa IKOS, no, ta dva, ki še sploh nista najavljena, si ne upam preveč napovedovati, se lahko še sproti kdaj slišimo, ko bojo dejansko povsem odprte prijavnice, pa bomo vedeli, kakšne so zahteve. Zdaj, IKOS si prizadeva postati temeljna platforma za naslednjo generacijo IoT sistemov, da bi izboljšali zmogljivost, prilagodljivost pa trajnost sistemov. Gre za vsestransko metaoperacijski sistem, ki bo podjetjem in razvijalcem omogočil ustvarjanje naprednih rešitev. Na njihovi spletni strani imate predstavljeno celotno arhitekturo, ki je na voljo. Podprli bojo 15 projektov, izbranih skozi drugi javni razpis. Ti projekti pa bojo dobili 6-mesečno podporo partnerjev v samem razpisu, ki so, torej konzorcijskih partnerjev, ki so v krovnem projektu IKOS, pa do 60 000 evrov na posamezen projekt. IKOS je imel že en razpis pred dobra pol leta, kjer so pač iskali SME podjetje pa end userje in so mogli naslavljati enega izmed 4 fokusnih področij. Zdaj v naslednjem, v tem drugem open callu pa naslavljajo še dodatne, iščejo še dodatne service providerje, ja, torej podjetja, ki se že ukvarjajo z zgoraj omenjenimi področji, ali to torej use cases pa primeri in projekti, ki so jih naslavljali v preteklem razpisu pa v osnovi projekta. Gre za agrikulturo, za področje železniških sistemov, varčevanje z energijo, tudi za zdravstveni monitoring, torej za telemedicino, za pametno mobilnost v mestih, pa occupational safety management, torej nadzor nad delavci, njihovo varnost in tako naprej. Če se kdorkoli od vas že ukvarja s kakšnimi rešitvami ali pa bi želeli razvijati rešitve na katerem izmed zgoraj omenjenih področij, pol je ta razpis zelo zanimiv lahko za vas. Tako da to je ta prvi, IKOS, ta drugi je Nemo. Nemo
v primeru Nemo, da gre prav tako za neko varno metaoperacijski sistem za AIoT Edge Cloud Continuum. V obeh primerih gre za odprtokodne operacijske sisteme, in namen obeh dveh razpisov je, da se pač te operacijski sistemi validirajo, potrdijo in pol tudi uporabljajo naprej. Tako da v okviru projekta Nemo bojo zagotovili financiranje do 90.000 € za 10 projektov. Ti projekti so sestavljeni iz 3 faz. Prvi dizajn bo trajal 2 meseca, kjer bojo pač podjetja lahko dodelala svoj koncept aplikacije znotraj tega operacijskega sistema. V drugi fazi eksperiment, ki naj bi trajal do 6 mesecev, bo omogočeno razviti to aplikacijo oziroma vsaj neki minimal viable product, minimalno sprejemljiv produkt. Ter potem v zadnji fazi growth bo prijavitelju omogočena promocija, izkoriščanje projekta za namen pridobivanja novih strank, partnerjev, investitorjev in tako naprej. Kot sem že čisto na začetku povedala, to gre za neke krajše projekte. Kaskadni razpisi so ponavadi tam 2-3 mesece, mogoče pol leta do enega leta, a ne. V tem primeru gre za 9 mesecev. Tako da se temu primerno pol tudi prilagodi celoten projekt. V drugem razpisu se osredotočajo na preverjanje odzivov s strani uporabnikov, izboljšanje široke uporabe in trajnosti Nemo platforme za integracijo novih in obstoječih aplikacij v ta metaoperacijski sistem. Predlagane aplikacije morajo izkoristiti zmogljivost, da pokažejo potencial, in nekako predvidene zahteve so velika heterogenost naprav, vključenih z napravami IoT z nizkimi zmogljivostmi, učenje strojnih naprav, učenje strojev na napravah, nizka zakasnitev in visoka pasovna širina, povečana energetska učinkovitost in zmanjšan energetski odtis IT-operacij ter trajnostne IT-naložbe s pomočjo monetizacije podatkov, virov in storitev. Zdaj v primeru Nemo res naslavljajo mala in srednja podjetja, ki že imajo neke izkušnje s področjem IoT-ja, že razvijajo svoje rešitve oziroma ne gre za podjetje, ki bi želela IoT vpeljati, ampak nekoga, ki že v tem okolju razvija nove rešitve ali pa pomaga drugim podjetjem. Torej tretji razpis, Nebulus, smo ga že predstavljali pred slabe pol leta, ko se je dejansko ko je bil pravkar odprt. Zdaj tukaj gre, vseeno bi ga rada predstavila, zaradi tega, ker če se bo kdo našel v tem okolju, pa bi si želel pripraviti en dober projekt, ga je dobro poznati, ker bo pač prišel v drugi polovici leta 2024, pa dostikrat nimamo dovolj časa, da bi pripravili neki nov projekt iz nule. Če pa takole že veste, da pride pač čez 4-5 mesecev en tak razpis za 150.000 €, pa se imate čas dobro pripraviti, poiskati partnerje. V tem razpisu je šlo zdaj, torej v prvem open callu je šlo za, so ponudili financiranje do 150.000 € na projekt, konzorcij 2 partnerjev. V prvem open callu so podprli samo 4 podjetja, zdaj je plan 6 do 8, tako da enkrat več, mogoče pa celo kaj več, če bo ostalo še malo več financ. Tematski izzivi, ki jih naslavljajo, so workflow application, IoT application with variability, serverless application pa open challenge. Po ta open challenge gre vse. Bi pa izpostavila, da kadar imajo ta open challenge, se jih tudi največ prijavi na tiste, ki so najbolj open. Oni morajo pa vseeno zagotoviti, da se tudi ostali izzivi nekako financirajo, da grejo kakšni projekti v to smer. Tako da
bi tako rekla, na nek način je skoraj bolj se včasih odločiti na nek že vnaprej postavljen izziv, ne samo tukaj, tudi pri kakšnih drugih projektih, čisto zaradi tega, ker bo večja verjetnost, da boste dobili projekt pa financiranje, ne. Gre za kratke prijave, to so 10 strani, vsi ti trije projekti do zdaj, to so kratki razpisi, tam 8 do 10 strani, večina jih je preko platforme F6S. Pokrivajo pa stroške osebja in potrebne stroške za izvedbo, na primer kakšne programske ali pa strojne opreme. Morate samo paziti, kakšna je ta procentualno, ponavadi ne sme biti več kot 20%, vseeno mora biti večina financ na kaskadnih razpisih namenjena stroškom osebja, ne pa novih računalnikov, mišk in tako naprej. Za HPC pa itak ni denarja. Pa en nov razpis, zdaj, ker vas ne poznam, to ga bom vseeno omenila, je pa zelo specifičen, gre sicer za področje robotike. Če mogoče komu od vas prav pride oziroma poznate koga, je zelo kratek prijavni rok, še samo do 8. julija. Gre pa za razvijanje prilagodljivih sodelovalnih in inteligentnih robotskih rešitev za proizvodne procese. Tukaj gre za dva inštrumenta, en do 150 000 evrov, ker jih bojo podprli 10. In je cilj integracije in testiranja inovativnih tehnologij z dodajanjem novih zmogljivosti, na vrh že obstoječih projektov, ki bo trajalo do 1 leta. Ta drugi inštrument pa je namenjen eksperimentacijam, do 100 000 evrov, bodo podelili 5 projektom, trajali bodo krajši čas, samo 9 mesecev. Gre pa za integracijo in testiranje, a ne. Integracijo in testiranje rešitev v use casih, ki jih že projekt nastavljajo. Tako da če v primeru, da se kdo od vas ukvarja tudi z robotizacijo oziroma z programsko opremo, ki sodeluje z roboti, je tale projekt en tak izrednih zelo, zelo dober. Pol pa naslednji razpis sem ga malo prej dobila dejansko na mail, pa sem rekla, da ga bom vseeno kar vključila, čeprav nisem ga pa konkretno analizirala, kaj se točno z njim dogaja, je pa odprt glih od prejšnjega tedna, no, zato pa je zdaj šele prišel do nas. In gre sicer za Cortex, tukaj so v ospredju XR tehnologije. Cilj projekta, cilj razpisa je dostaviti XR torej cilj samega projekta je izboljšati XR telekonferenčno platformo in vključiti prijavljene organizacije, da bi dodala nove module pa več funkcionalnosti v samo platformo. Tukaj, če ste slučajno s področja XR-ja, kakšna podjetje, tehnološki startup ali pa raziskovalne inštitucije in se s tem že ukvarjate, pa bi želeli dodati ali pa postaviti en eksperiment znotraj obstoječe Cortex 2 platforme, je to zelo zanimiv projekt za vas. Razpis je odprt od 13. do 15. avgusta, podprlo bo 10 projektov, na voljo je skupno 1 milijon, torej 100 000 evrov na posamezen razpis, trajal bo pa do 9 mesecev. Tukaj gre za posebnost to, da je treba, da res smiselno, ne samo tukaj, tudi v prejšnjih, pri IoT razpisih gre za neke že obstoječe platforme, kjer pač se morate prilagoditi njihovim zmožnostim, to, kar pač oni sploh imajo na voljo. Včasih so razpisi takšni, da je samo objava potrebna na nekih platformah,
Tukaj gre pa res za uporabo že neke njihove obstoječe odprtokodne tehnologije, vi pa pač lahko v okviru izkoristite to tehnologijo, da en svoj prototip postavite ali pa potestirate kakšno neko dolgi pilot, ki ste ga imeli v mislih, pa niste našli priložnosti da bi ga potestirali. Tako da to je, kar se tiče Cortexa oziroma specifike, to smo še samo dali noter, ker je dosti zanimivo. Oni imajo že kar zelo določeno, kakšne so vsebine, ki jih želijo pač podpreti. To so avatarji, pametni generatorji, virtual experience editors, 3D modeli, real-time voice translations in tako naprej. Se ne bom vsega prevajala, ker to samo izgubljam pol pomen, po mojem, boljše kar v angleščini. Zdaj, glede XR-ja smo imeli 2 tedna nazaj že en poseben, že eno finančno kliniko, ker smo še 3 druge razpise predstavili, pa če je kdo pri vam tak, ke ga zanima to področje, pa ima kakšne ideje za projekt ali pa si želi videti kakšne nove priložnosti, dajte mi poslati pol mail, pa vam lahko pošljem še povezave do onih prejšnjih, ker so pa res toliko specifični, da jih ponavadi, da jih nisem danes vključila še v tole predstavitev, ta pa pač slučajno prišel malo prej na mail, pa sem rekla, da ga še zdajle vključim. Tako da, če se kdo najde med vami, da bi ga zanimalo. Ta razpis je mogoče en malo bolj, vsaj meni se zdi, precej bolj zanimiv pa zelo splošen je, tako da bi se marsikdo v njem lahko našel. NGI Sargasso, gre za financiranje čezatlantskega sodelovanja. Namen je, da vzpostavite partnerstvo z nekimi partnerji v Ameriki ali pa v Kanadi, da vas financirajo, glede na dolžino projekta oziroma tega sodelovanja, se prilagodi tudi višina financiranja, tako da je lahko od 50.000 za 3-mesečno sodelovanje, 75.000 za 6-mesečno ter do 100.000 za 9-mesečno sodelovalni projekt. Gre za nepovratna sredstva in razdelijo se po pristopu flat rate, kar pomeni, da morate samo dokazati, da ste dosegli ključne kazalnike uspešnosti, KPI-je, ne rabite pa dejansko utemeljiti vseh stroškov, ko ste jih s samim projektom dobili. Torej, ta razpis priporočamo, če že imate kakšne ideje za širjenje v tujino, za testiranje s kakšnimi partnerji v Ameriki ali pa v Kanadi. Imajo pa še, lahko so vaši partnerji, torej lahko so partnerji, ki jih že poznate, pa jih prosite, da se vključijo na brokerage platformo, ali pa tam na platformi poiščete partnerje, ki bi bili zanimivi za vas. Rok za prijavo je 1. avgust, tako da je dober mesec pa pol za pripravo. Spletni infodan je bil glih prejšnji teden, mislim, da eden, naslednji je pa 9. julija, tako da priporočam, če vas zanima to izkoriščanje teh sredstev, da se prijavite, pa dobite še malo dodatnih informacij, res samo specifično za ta open call, oziroma dodala sem še povezavo na sam razpis. Gre pa že za 4. rundo, tako da so že pred tem so bili že 3 razpisi, pa lahko malo pogledate, kdo je kaj počel, če rabite kakšno dodatno idejo, kaj bi znotraj takšnega mednarodnega projekta, kjer se gre pač res bolj za networking, za buildanje strateškega sodelovanja, ni nujno, da je prav razvoj. Ne rabite, ne gre se za razvoj nekega produkta, ampak lahko pač je neko daljše poslovno partnerstvo vzpostavite, bolj na tem temelji, no. Tako. In zelo podobno prejšnjemu razpisu prihaja pa zdajle s koncem avgusta oziroma jeseni v okviru platforme Eureka tudi Innovite,
Innovate je tudi podpora za širjenje na tuje trge izven EU, in vam omogoča, da si zagotovite 60 tisoč evrov za sofinanciranje za oceno izvedljivosti raziskovalnih komercialnih ambicij na tujih trgih. Kar je posebnost tega, torej v prejšnjem projektu je cilj res Amerika pa Kanada, pri tem gre pa za partnerstvo, lahko tudi za partnerstvo v Afriki, v Aziji, Oceaniji, Južni Ameriki. Nujno mora biti nekje izven EU. To je pač pogoj za Eureko Innovate. Finančna podpora je namenjena v tem primeru, torej v prejšnjemu ste vi prejemnik financiranja, v tem morate pa dejansko finančno podporo nameniti zunanjemu partnerju, ki vam bo pač pripravil študijo. To je v primeru, če razvijate, zdaj pa dam nekaj, drugače smo že imeli 2 uspešni prijavi v preteklem letu, samo ne vem, če lahko delim čisto informacije teh podjetij, pa moram zdaj si malo samo kot en primer zamisliti. Torej, če vi želite iti v Ameriko prodajati vašo rešitev, ko je neka oblačna storitev, torej aplikacija v oblaku in ne veste sploh, a se ta aplikacija, kakšni so trenutni konkurenti na tem področju v Ameriki, kakšne so njihove cene, kakšen so njihov način poslovanja in želite dejansko čim boljše analizirati stanje, a ne, si morate pač v tem primeru najti enega partnerja, ki vam bo tam preveril situacijo, bo naredil par intervjujev z ključnimi strankami, bo pregledal, kateri so najbolj smiselni dogodki, sejmi, torej kje je najbolje delati promocijo in na koncu bo to kot neki zaključek bo strategija, ki jo pripraviti vam mora, pomagati vam mora pripraviti ključno strategijo, ki vam bo pol pomagala, da dejansko pridete v Ameriko in samo, bom rekla, delate kljukice, delate prvi korak, drugi korak, tretji korak. Zato je majčkeno drugačen projekt, majčkeno drugačno financiranje, so ga pa podjetja, ko so se prijavila pa dobila sredstva in so šla naprej, izredno pohvalila, ker jim je pač pomagalo vnaprej analizirati, ali je določen trg sploh smiseln ali ni. Zdaj največkrat se odločimo za Ameriko ali pa Kanado, moram pa priznati, da je čedalje bolj so popularne tudi Latinska Amerika, pa s kakšen specifične države, kot je Indonezija, Vietnam, Japonska, kjer pač že samo zaradi omejitev z jezikom, pa ker ne poznamo dovolj ekosistema, rabimo precej več časa, da pač ugotovimo, kakšna je situacija tam, ali je to primeren trg za nas, da pol kasneje res gremo ful in s promocijo, s sestanki, in na ta Innovate projekt vam pa lahko pač pomaga pri pripravah, da preden greste v to veliko investicijo odpiranja novega trga. Izpostavili bi še Eureka razpis, ki se bo zdajle odprl 12. julija. Verjetno vas že kar nekaj pozna, te razpise, ker so kar zelo znani in glasni. Gre pa za raziskovalno-razvojne projekte. Zdaj, če smo prej na začetku omenjali projekte, ki so zelo specifični na področju tehnologij, gre tukaj za zelo splošne, open, tukaj lahko pač prijavljate karkoli. So pa omejitve glede, kdo prijavlja pa kakšne so višina financiranja. Torej gre lahko za raziskovalno-razvojne projekte. Rezultat mora biti produkti, procesi ali pa storitve, ki imajo komercialno prihodnost. Ne gre za bazične raziskave. Nujno potrebno je mednarodno sodelovanje. Pač morata biti vsaj 2 partnerja iz Eureka države, to so države Evropskih unij, pa države Evropske unije ter določene pridružene partnerice.
morate imeti vsaj 2 partnerja. Vsaj 50% financiranja projekta mora biti namenjeno za malo in srednje veliko podjetje, noben partner pa ne sme v samem projektu imeti več kot 70% skupne vrednosti. Mora iti za nek res tak win-win, enakovredno partnerstvo. Pa projekti ne smejo trajati več kot 36 mesecev. Zdaj, še sem preverila za Slovenijo, končno vemo, kako je. Višina subvencije za slovenskega partnerja. Torej, ne vem, če vam še niso toliko Eureka razpisi oziroma sploh Eurostars razpisi toliko znani. Mi se moramo, torej gre za 2 partnerja v 2 različnih državah in oba ta partnerja dobita financiranje iz svoje države. Tako da partnerstvo mora biti, vsak partner mora preveriti, ali so sredstva v posamezni državi še na voljo, pa do kakšne višine grejo. V Sloveniji je ta višina do 300.000 evrov, ki je lahko namenjena do 50%, torej sofinanciranje pa je 50% oziroma za MSP podjetja ter 40% za velika podjetja. Preostali delež morate pač sami zagotoviti in to je že dejansko v sami prijavnici treba dokazati, da dejansko ste lahko uspešni na samem razpisu. Tako da, če prijavljate projekt, lahko prijavljate projekt, kjer bo vaš finančni vložek do 600.000 evrov in od tega 300 dobite od Ministrstva za znanost in raziskave, 300.000 morate pa pač sami in z lastnimi sredstvi zagotoviti. Pa posebnost pri slovenskih podjetjih je tudi, da moramo, ko ste uspešni enkrat na programu Eurostars, morate v Sloveniji še enkrat prijaviti na nacionalni razpis, da dobite da si zagotovite ta sredstva. Tako da gre v 2 fazah. Pardon, imam čisto suho grlo še. Zdaj, tudi malo bolj znanih, te zmeraj dam za na konec, Eureka pa ECA Accelerator, sicer omogočata res visoko vrednost sredstev, sta pa tudi izredno zahtevna za pridobitev, zato rajši izpostavljamo one manjše, na katere se precej manj podjetij prijavlja, ampak jih moramo vseeno v vsakem primeru tudi izpostaviti. ECA Accelerator je namenjen pravzaprav takim, bom rekla, unicorn projektom. Evropa ga je pravzaprav točno zato ustanovila, da lahko najbolj riskantne projekte financira, razdeljene v 3 faze, glede na to, na kateri stopnji razvoja se nahaja vaša inovacija. Akcelerator je pravzaprav ta zadnja, med TRL 5 in pa do 8 in lahko dobite do 2,5 milijona za razvojne aktivnosti znotraj 2 let. Zdaj, naslednji rok za prijave je 3. oktober in zdajle bom rekla nekako zadnji moment, ko se še lahko začnete pripravljati, ker to je zelo zahteven projekt, to ni 10-stranski, kakor so prejšnji. Torej razpisna dokumentacija je izredno zahtevna in tudi v tem primeru ponavadi priporočamo sodelovanje z neko izkušeno hišo pisanja razpisov, ker za čisto začetnike je sama razpisna dokumentacija čisto preveč zahtevna, pa tudi konkurenca je čisto previsoka, no, mislim, da samo par procentov uspešnosti je na tem razpisu. Tako da letošnji izzivi, to so še letošnji izzivi, nočem reči, da ni možno, samo rajši pa izpostavljamo, da so to eni bolj zahtevnih razpisov, da res ni da jih ni zajemati zelo enostavno, pa da vam prihranimo čas pri sami pripravi. Zdaj se mi pa zdi, da se je že malo vprašanj nabralo.
samo. Samo to, da jaz malo vidim, kot sem. Ja, Urška, je zahteven in ni nemogoč, mora biti pa res dobra, inovativna ideja, ker, mi imamo nočem nobenega užaliti, ampak že samo pri, 5.2 razpisih, ki se ukvarjamo za, 70 000 evrov, sredstev za inovativne projekte, dobivamo zelo, zelo splošne ideje in, ki, rekla, nobenega ne bi zares pretresle. Tako da tudi na EC akceleratorju takšne ideje pač nikamor ne pridejo. Sebastian, ste se hoteli kaj oglasiti? Ja, Živjo, hvala za to predstavitev. Se bomo dobili to predstavitev na mail, ne? Ja, ker so vsi linki, da je najlažje pol, poklikati. Ker je zelo težko absorbirati vse te informacije naenkrat. Imam pa eno vprašanje, pa bom zelo konkreten pri temu projektu oziroma razpisih Eureka Innovite. Čeprav razumem, gre tukaj bolj za iskanje pomoči na nek način za ta poslovni del, ne toliko za razvojni del. Tako je, ja. Innovite gre izredno za, rekla, iskanje strateških partnerjev, ki vam bojo tam pomagali pol pri prodaji ali distribuciji, ja, tako naprej. To se mi zdi, bom rekel, ravno to. Vprašanje, ki ga imam zdaj v tem trenutku, je pa sledeče. V bistvu tam piše, da je ta denar namenjen zunanjemu partnerju, ki bo pripravil neko strategijo, ne. Kako najti tega, recimo, da govorimo o Južni Ameriki ali pa Jugovzhodni Aziji, recimo, ker so specifični trgi, recimo za naše podjetje, kjer smo že na nek način prisotni, ampak slabo prisotni, v smislu distribucije naših izdelkov. Kako najti tam za tisto področje, regijo, tega partnerja, ki bi to stvar izvedel, pa da bomo prepričani, da bo dober naredil. Da bo dober. Okej, zdaj najprej sem majčkeno dala še ozadje, moje področje je najbolj, na področju zdravja. Jaz razpise spremljam zaradi tega, ker mi partnerji veliko pošljejo, smo se pa tam zelo specifično tudi o tem pogovarjali, ker na področju zdravja distributerjev je veliko, a ne, vsi bi se ti, bom rekla, priklopili, vsi bi bili tvoj partner, a ne, so nam pa naša podjetja slovenska izpostavila, da najboljše je vedno iti skozi ali pogledati, s kom dela konkurenca že, s kom je že konkurenca zadovoljna, ali pa če so si podobna, na primer, v Sloveniji imamo že zelo uspešno podjetje Mesi, ki prodaja, medicinske pripomočke, in če niste, recimo, ste na področju zdravja, niste pa njihov konkurenc, a ne, da se s takšnimi najlažje tako preko, nekih, bom rekla, domačih, že uspešnih podjetij najdemo, ali pa mi dejansko tudi preko naših, partnerstev na tehnoloških parkih. Tukaj glih prav za Južno Ameriko bi to priporočala, lahko mi malo več informacij pol tudi na mail pošljete, pa jaz, preko naših, mi imamo v Braziliji, delamo zelo dobro z 2 tehnološkima parkoma, v Kolumbiji imamo eno močno, tako mrežo, na katero se večkrat naslanjamo. Na takšen način je še najlažje, ko je na drugi strani oseba, ki jo že dobro poznaš, pa lahko da roko v roko. A se to nanaša, bom rekel, to širitev na druge trge, nanaša na regijo, a na državo, recimo, ta tipičen primer, recimo v Kolumbiji mi imamo dobrega partnerja, dobro delamo, v Braziliji nimamo partnerja, smo ga imeli, pa smo ga izgubili, ker je propadel, in iščemo zdaj novega partnerja, ne, ampak vemo pa, da ker dolgo časa nismo bili prisotni na tem trgu, da se stvari spreminjajo v zadnjih nekaj letih, iščemo na eni strani in partnerja dobrega in ga za naše področje ni tako trivialno najti. Zato sprašujem v bistvu, ker se pravi, če se vrnem k izvornemu vprašanju, ali se nanaša to na državo ali na regijo, recimo, a je Južna Amerika, je to državo, ali se moramo odločiti Brazilija, Argentina? Zdajle bi mogla pa preveriti, kako je, ker ni še zdajle čisto bilo definirano omejitev, samo lansko leto, ko smo prijavljali, smo dali države, ja. Mislim, nismo dali, recimo,
USA, pa pol Japonska, tako čisto na različnih koncih, je že vseeno bilo v okviru, rečemo, Indokine, ne, Vietnam, Kambodža, tam, bom rekla, tak del. Tako da je blizu, ja, nismo pa pol cele Azije po to smatrali, no, ja. Okay. Po mojem je odvisno tudi od države, pa kaj vi želite, a ne, dejansko. Ni bila pa takrat zahteva. Sem pa videl, da je nekje, da nisem kaj pomešal, da je dobro ali pa da je nujno, da že imamo partnerje tam. Dobro je, mislim, ko se prijavi na dokumentacijo, da že morate vedeti, s kom boste to delali, ja. Ne, da najprej dobite denar, pa ga pa iščete, a ne. Ga vi že morate imeti, ni pa treba, da vi že zdaj 2 leti delate z njim. To pa ni. Ni to pogoj. Mi smo samo začeli ta razpis že marca oglaševati med našimi, zaradi tega, ko ponavadi, ko mi dobimo informacije, da razpis zunaj, je ja, ne, lani sta se tako 2 prijavnici zaključili, ker so na vrat na nos pač iskali partnerje, pa pol takrat niso oni imeli časa in pol nismo nikamor prišli, a ne. Zaradi tega je fajn že zdaj, čez poletje mogoče, oziroma če ga že imate, oziroma se zdaj išče, da se že preveri, pa tudi se že malo vidi, a so res reliable, pardon, danes mi angleščina skače skozi slovensko-angleško. Dobro, tukaj imam sicer veliko podvprašanj, pa da ne bi kradel čas mogoče še drugim ljudem, se bom ustavil. Vidim samo, da je Urška izpostavlja za iskanje, da so za iskanje partnerjev tehnološki parki, gospodarske zbornice vedno zanesljive, tudi za Slovenijo, British Slovenian Chamber of Commerce. Ne, Gregor, za blockchain trenutno nisem videla. Veliko jih je na agrokulturi, če kdorkoli dela karkoli v okviru agroja, ampak to pri nam celotno področje podpira DIH Agrifood iz Murske Sobote, tako da jaz tega nisem pol nič preverjala več, ker imajo oni teh razpisov. Vse za naslednjo leto pa že vsaj za ene 5 jih vem, ko se bojo pa odpirali na področju AI-ja, bolj splošno, no, ampak to imam samo ime, pa približno, da bo to v prvi polovici 2025, pa nič drugega še, a ne. To, ampak včasih priletijo toliko na hitro. Tako sem prej rekla, enega sem danes zjutraj dobila, pa sem ga danes samo predstavila, če slučajno komu prav pride. Ker to ni ene spletne strani, na kateri bi vse naenkrat našli, a ne. Imaš še kdo kakšno slučajno vprašanje? Mi drugače, kar najrajši naredimo, je, da naredimo takole predstavitev vseh, pa ko ima kdo že kakšno bolj specifično že idejo za svoj razvoj, za svoj pilot ali pa tako naprej, se pa lahko dobimo tudi 1 na 1. Mi ne pišemo, to priznam, da mi nismo kot Tycho Pro, da bi vas zdaj v roke vzeli pa naslednjih 3 tednih pisali samo ta razpis. Z veseljem pa pač pogledamo, damo kakšne popravke, pomagamo, če so kakšni partnerji za iskati, to pač je namen tehnološkega parka. Tukaj vam pa lahko pristopimo na pomoč. Ne samo jaz, v ekipi nas je že zdaj skoraj 20 ljudi, tako da pol se tudi razporedimo glede na to, katero področje ste, pa kaj bi potrebovali. Naš direktor je najboljši, kar se tiče tega povezovanja s tehnološkimi parki izven Evrope, tako da gospod Sebastijan vas bi direkt pol z našim Jernejem povezala, ker bo najbolj poznal, na koga se lahko obrnemo, pa preverimo. Ja, hvala. Tako da to. Samo še ene par slajdov, lahko še samo nadaljujem, ker želimo s temi klinikami spodbuditi tudi predpripravo, ker kakor sem prej rekla, mi včasih samo dobimo z danes na jutri obvestila, ker ti kaskadni razpisi so odprti od enega meseca do največ 2 meseca in zdaj včasih smo vsi pol v takem skrču, kaj pa zdaj v to hitrem času spisati, pripraviti, pa
Škoda se nam zdi zamuditi sredstva, a ne. Tako da smo mi začeli tudi učiti oziroma izpostavljati, kako se tovrstne ideje pripravljajo na zalogo. Tole, da sem pokazala še. Tukaj imam še samo en kratek slajd, kako dejansko iščemo te razpise. Torej, res je hecno, ampak največkrat googlamo. Če na primer, Gregor, mislim, da ste prej vprašali, če so kakšni odprti razpisi na področju blockchaina, bom jaz dejansko zdajle po temle srečanju ali pa že sam lahko zdajle sprobaš, samo vtipkaš blockchain, open call, cascade funding ali pa FSTP. Te kratice se pač največkrat uporabljajo in v Googlu nastavim, da pokaže samo objave v zadnjem mesecu, tako pa res vidim pol najbolj relevantne razpise, ki so bili pač v zadnjih dneh, tednih objavljeni, ker ne dobim vedno vsega v svoj poštni nabiralnik. Trudimo se, da imamo finančne klinike čim prej, ko izvemo za kakšne takšne odprte razpise, da vam jih pač delimo informacije naprej. Drugače Funding and Tenders Portal je evropski portal za te večje razpise, kjer lahko pač tudi redno spremljate, kadar bi šli v kakšen večji konzorcij za večletni razvojni projekt. Tikopro ima redna obvestila glede odprtih razpisov. Zabala je neka ekvivalent Tikoproja v Franciji pa v Španiji, kjer tudi redno lahko spremljamo za njihove razpise. Zdaj je postal tudi popularen tale portal sploro.eu. Tukaj vsak mesec izpostavijo, kateri so trenutno odprti kaskadni razpisi, ampak sem videla, da tudi ta še ni popoln. Pač mogoče največ dobi nekih informacij, ampak če jim partnerji niso poslali, tudi oni ne objavijo razpisa na platformi. Potem, če gre za nevladne organizacije, je posebna platforma za njihove razpise, pa seveda Eureka ima pač svoje Eurostars, Innovate pa podobne, ki jih tudi objavljajo na svoji platformi. Zdaj v zadnjem letu je obstajala še ta platforma Cluster Collaboration, kjer je šlo za objavo razpisov ki so jih vodili grozdi, torej neke mreže na posameznih industrijah in tako naprej. Zdajle se je glih zaključuje. To je bilo obdobje, ko so bili razpisi od lanskega leta, bom rekla od lani julija pa zdajle do enega marca, so bili redno neki open call, krajši razpisi, spet najmočnejši na področju agrikulture, tega res veliko bilo, hrane, samo 2 smo imeli na področju zdravja, pa je bilo pa ene par na mikročipih pa robotiki. Se pa pripravljajo novi, tako da jaz pričakujem, da v naslednjem letu spet spomladi bomo lahko že najavljali nove tovrstne razpise. Pa predlagam, da spremljate, kaj bomo tehnološki part najavljali, bomo jih probali čim več ta pravi čas tudi predstaviti. Urška nam izpostavlja še UK stran za razpise. Nam lahko mogoče podeliš kakšno povezavo, ne vem točno, katero stran se to gre. Pri UK je treba samo paziti, da smo opazili, da odkar niso več v EU, pač niso oni upravičeni do vseh EU razpisov in hkrati tudi mi nismo upravičeni večine njihovih razpisov, tako da je treba to kar malo paziti. To. Zdaj pa kar sem prej omenila, a ne, da se oblikujejo projektne ideje na zalogo. Mi imamo v prvi meri, največ delamo s startupi in startupi pol, ko vidi neki najavljen razpis za določen denar, se hitro začnejo prilagajati svojo osnovno idejo
temu, da bi tisti denar dobili in se hitro padajo s poti, bom rekla. Ni glih, ne koristijo razpisa zaradi strateškega razvoja, ampak bolj, ko pač slučajno se vidi, da je na voljo nek denar. Mi pač želimo izpostavljati, da naj bojo projekti, ki jih greste prijavljati, pravzaprav naj ustrezajo strategiji vašega podjetja, ker če ne, je zelo hitro se stran meče tako denar kot čas vaših zaposlenih. Na koncu lahko imate 3-4 različne pilote, ki so nepovezani, pa se ne povezujejo z vašimi obstoječimi dejavnostmi, pa vam dejansko tudi na dolgi rok ne koristijo, mogoče samo za tisti hip pomagali pri financiranju, če ste potrebovali. Bolj se nam pa zdijo, da so primerni, kadar iščete kakšne strateška partnerstva. Če bi želeli delati, če bi želeli spoznati neko novo regijo, neko novo področje, pa so pa ti razpisi zelo primerni, a ne. Da stestirate, vidite, ali je to mogoče, področje ali pa neka aplikacija, v katero bi lahko šli. Tako da se takrat odločite za te kaskadne razpise. Super je, če že imate kakšne ideje na zalogi, bom rekla, na mizi, da ko se pojavi razpis, ne rabite razmišljati, kako bi pa zdaj to sploh karkoli na področju XR-ja, recimo, razvijali, ampak da že če vas to področje že zanima, da si že vnaprej malo pripravite neke okvirne, kako bi rekli, nek draft samega projekta. Mi imamo tukaj tak čisto kratek osnutek Canvas, ki lahko pač pri tem pomaga. Kdo bi bili vaši glavni partnerji, kaj bi bile glavne aktivnosti projekta, kakšna sredstva bi potrebovali, katere evropske politike, smernice bi naslavljali, kakšen je dejansko rezultat, vpliv samega projekta, kdo so deležniki, uporabniki v takem projektu, finančni okvir, promocija, razširjanje rezultatov. To je neka taka osnovni list, ki ga lahko izpolnite, pa si pripravite neke te projekte na zalogo. Zdaj bom pa jaz. Spet še poslala par informacij. Bom to malo raziskala, te UK governmental grants, ker jih ne poznam. Prehrana, UK Afrika. CNVOS razpisi so pa te za nevladne organizacije, ki smo prej omenili, pa imam pol tudi link v sami spletni strani, na naši predstavitvi. Tako da to. To je nekako na grobo vse. Če se je kdo prav zagrel za kakšnega od predstavljenih razpisov, se lahko slišimo tudi v prihodnjih tednih, če boste čez poletje delali, da vam kje pomagamo. Vse to lahko mi v okviru DigiC projekta kar nekaj ur namenimo, da vam pomagamo. Imamo tudi že, mislim, da smo v skupnem v konzorciju pripravili zaenkrat, torej prvi korak so nekako finančne klinike, kjer predstavimo odprte razpise, potem se gre na individualno svetovanje oziroma pomoč pri pripravi razpisa in takrat vsem, ko smo jim pomagali, smo jim zdaj dejansko v letu pa pol smo že zagotovili več kot 500 000 sredstev. Najbolj uspešni smo bili na področju agrikulture, pa 3-4 uspešne projekte imamo na področju zdravja. Tako da nekaj že delamo, že kar uspeva, je pa res, da smo zelo omejeni s tistimi razpisi, ki so pač trenutno najbolj aktualni. Temu pa pač, se pravi, sledimo trendom, poskušamo ugotoviti, kaj se dogaja, pa pol to naprej skomunicirati. Tako da ne predstavljamo pa teh klasičnih Horizon razpisov, ker jih je res malo morje, preveč obsežni so. Če rabite kakšno pomoč glede njih, se lahko naslovite na nas.
ne delamo pa mi promocije prav za vse te njihove grozde, pa za vsako destinacijo, ker je tega čisto preveč. Tako da, če bi radi šli v neko, bom rekel, v nek bolj večji raziskovalni projekt, ja, na področju Horizon Europe, je pa na tem področju veliko nekega izobraževanja na voljo že na internetu, tako ali tako, prav takih, da bi ti pa predstavljali te manjše razpise, pa ni bilo, zato smo mi tudi začeli s tem.